Ja, vprašanje je zelo inteligentno od Nataše. Zakaj so naši predmeti, ki jih oblikujemo, ali pa umetnost, polni, rekel, energije, energetski? Seveda je potem, danes je pa znanost tudi tista, ki lahko določa, kaj je bolj estetsko, kaj je manj estetsko, ampak gremo k izviru. O energijah. Vse, kar je v naravi, na zemlji, je polno energij. Tudi človeško telo je polno energij. Jaz imam doma ena taka naprava, ki je sicer izvijač, ampak ima tako lastnost, da če z dvemi prstami stisnemo, pokaže se lučka. To je muzej v Jeruzalemu, ampak to zapravi je dokazano, da človek ima energijo, ima elektriko. Seveda je nižja, kot je ta običajna 220 voltov. Zdaj vsak predmet ima tudi energetsko polje. Človek ima energetsko polje, največja piramida vseh piramid je človeško telo. Dokazano z življenjem avatarjev na zemlji. No, jaz sem bil tega učitelja avatarja, ki je to dokazal. Če pa gremo, zakaj likovni umetniki, vsaj nekateri, točno vejo, kaj je dobro v umetnosti, kaj je slabo, kaj ima dobro energijo, kaj ima slabo energijo. Se pravi, so potrebne vežbe. Že v naši šoli za oblikovanje, ki je bila šola za umetno obrt prej v Križankah, je bila še danes zelo znana šola. Prav zaradi tega, ker je Plečnikova šola bila prenešena in ti naši profesori so bili vsi učenci Plečnika. Med njimi pa tudi slovenski profesori, ki so študirali tudi recimo v Kijevu. Miloš Požar je študiral v Kijevu. In ko je študiral, je tudi bil istočasno sodelavec muzeja in je prebrodal, kakšna velika skrivnost je o človeku v Kijevskem muzeju. Nekatere jih je razložil, nekatere ne. Vendar pridemo spet na šolo. V šoli smo imeli kiparstvo, potem likovne vaje, prostoročno slikarstvo, celo v višji letniki model, imeli smo golo žensko in jo slikali. Potem smo imeli, kar je zelo pomembna stvar, pisavo v 2 letnikih, pisavo, lepopis. Smo se učili pisanja, to se pravi, pisava je tista, ki človeka umiri, ki povleče to energijo tega telesa ali pa te piramide in jo potem prenese v obliko. V Benetkah so me vprašali, kakšno šolo sem napravil, da je že vse to znam. No, vključujem še etnografijo. To je posebna vežba slovenskih tradicionalnih risb. In to je bilo več izpitov s tem. Isto v Benetkah, ista šola iz Križank v Škola d'Arte v Svetem Karmelu, Aj Karmeni. In tudi tam smo imeli likovne teorije in sicer percepcija, vizualna percepcija. In so bili popolnoma naloge, smo morali napraviti. Profesor nam razložil, smo zbrali določene naloge in tam recimo študirali vse oblike postopno. Recimo jaz z mojim kolegom smo zbrali mozaike v Benetkah, v cerkvi svetega Marka in tudi kupole svetega Marka. Smo dobili prav dovoljenje od kurije, še zdaj imam pismo, da lahko si raziščemo tudi velike skrivnosti, ki jih imam. Vsega niso pokazali, ampak smo veliko stvari. Na mozaikih je bilo pa zapisano vse noter. Tudi Oglejska cerkev, ki je naša najbližja kulturna dediščina, je vse v mozaik zapisano, v simbolih, v lepotih simbolov. To se pravi, en umetnik se je lahko razvil, če je vse te
eksperimente dal skozi, likovne eksperimente, likovno teorijo in potem vizualno vrednost. In smo imeli dober predmet, grd predmet. Mi smo mogli ugotoviti. Zdaj, če to prenesem na naše delo, je, ko vsaj baba prime v roko, oziroma iz svojega telesa napravi zlato jajce, evo, tudi ta oblika ima zlato jajce, ker je najbolj popolna oblika na Zemlji. Je pravzaprav kozmična oblika, vse se rodi iz jajca. Vemo, da ptice imajo tudi podolgovato jajce, zato ker letijo. Ni samo klasično jajce, kokošje, gosje in ptičje jajčke. Je zato vse raziskoval. To me je zelo zanimalo. Ko pa res vidimo, da Bog Belin, ki smo ga mi častili pred Kristusom, potem je podoben tej najbolj popolni obliki. In kaj se dogaja, ko mi damo v kobaltov kozarec v obliki jajčka, tukaj pečat še mojega učitelja, se voda v nekaj urah spremeni, postane zdravilna. To izkustvo je pa prišlo že od prvih oblikovalcev stekla, ker so začeli pihati, so dali tudi veliko šolo. A vse obrti so dali veliko šolo, da je prišel do mojstra. In zdaj dizajn pa združuje vse področja, od kamna, stekla, poldragega kamna, lesa, specialnih lesov, prenaša vso to znanje vibracijsko, ki ga ima. Potem seveda je pa še ena druga šola, je šola modrosti ali pa mudre, polaganje rok. No, nekateri ljudje lahko tudi pomagajo pri zdravljenju s polaganjem rok. Ampak to so svete reči. Recimo, če nekdo nekaj pozabi, samo to napravi in bo takoj našel osebni dokazi. Vedno je treba osebno dokazati za stvar. In že nadaleč vidi tisti, kako je razvil, kakšen je tisti človek, ki je tisto obliko napravil, je že oddaleč vidimo, da je dobra ali pa slaba, ali pa na poti k dobremu. No, tudi ta skodelica je v obliki jajčka, če pogledamo. Ne? Potem ji damo še, rekel, Verona, da bi ime potem, to se pravi, ko se združi mož in žena skupaj, in tudi naš Triglav ali pa piramida. Triglava piramida. No, tudi Slovenci smo verovali v tri božjat, zapišemo približno 800 pred našim štetjem. In tudi v figuralnem smislu je Bog imel tri obraze, tri Bog, katerega smo verovali. V krščanstvu Bog Oče, Bog Sin in Sveti Duh. V racah, ki so tudi simbol naših prednikov, tudi Troščanov in Venetov, je raca, ki obvlada tri polja. Vodo, zemljo in zrak. In tudi moj ded, moj nono, Siljo, je častil race divje in jaz, kot otročiček, sem moral iti na Vipavo in brati žnjeke, to se pravi školjke, da so one to jedle. Tako. To se pravi, likovna umetnost je povezana z izkustvom, to se pravi z očmi, z rokami, z materijali, z ravnovesjem, a pa destrukcijo, to se pravi, so del našega stvarstva in del piramide. V piramidi je pravzaprav je bila Keopsova piramida, je Božja piramida, pomeni Pahenoh, je še danes, je ena taka oblika in taka vsebina, kamni veliki, da oddaja eno energijo. Ona je pravzaprav to, kar današnja tehnika dobi, ona proizvaja električno energijo subtilnih vrednot. In stari Egipčani so to energijo dobili v celotnem prostoru, kjer je bila postavljena, vendar je ta energija pomagala duhovni vzpon človeku. Je bila povezana tudi z posmrtnim življenjem, ker mi imamo tudi posmrtno življenje, je drugačno, vendar v Egipt je tudi velika šola, tudi, ki je bila prenešena potem v krščanstvo, vse religije in je skrivnost človeka. To se pravi, ko mi postavimo roko tako, to se pravi, da združimo ženski del, moški del,
in ustvarimo eno elektriciteto, nevidno, subtilno. Zdaj, ko damo roko na kamen, začutimo, da nek kamen ima eno energijo. Tisti, ki dela celo življenje, spozna. Če pa nima šole, če nima obrti, če nima izkustva, ne more spoznati. In umetnik, ki ne pozna dela, ki je samo na teoriji, samo na, rekel, na mašini, to so premajhne raziskave. Je vedno šola za umetnika je vezana z izkustvom. In vsi naravni materiali so tisti, ki mu dajo lahko, da začuti v svojem telesu, v svojih očeh, kaj je dobro in kaj je slabo. Tako.